ta vidik kapitalizma, ne, tako kot je organiziran, utemeljen, ne, in znotraj seveda, kako funkcionirajo posamezna podjetja, vloga multinacionalke in tako naprej, je pred izzivom, definitivno. Ne. Zdaj, a se bo to zgodilo v naslednjih, se pravi, večje spremembe v naslednjih 20 letih ali do konca 21. stoletja in tako naprej, to bomo še videli, ne? Ampak se pravi, to je en tak družbeni kontekst, politični kontekst. Drug je seveda tehnološki kontekst. Če gledamo zgodovinsko, tehnologija kljub vsemu je ena ključnih sil. In tudi, zdaj, če malo kot ekonomist govorim, Robert Solow, Nobelovec je že 60 let nazaj ugotovil in noben ni spremenil kasneje tega mnenja, da naraščajoči dohodki, katerim so priča. In iz teh dohodkov se seveda tudi dodatno lahko akumulira kapital in tako naprej, so posledica ne tega ekstenzivnega ali pa intenzivne akumulacije kapitala, brezmejne akumulacije kapitala, ampak, bom rekel, naraščajočega znanja. Se pravi, on je takrat utemeljil, da seveda kapital kot tak je pomemben, tudi v podporo znanju, ampak ključno za to, da se kapital plemeniti, dolgoročno, saj če že ne kratkoročno, ne, in tega se lahko potem dotakneva, ta kratkoročni vidik kapitalizma, ki je problematičen, pa seveda je edina rešitev v tem, da se družbe naučijo biti kreativne, da znajo seveda tudi tehnološka revolucija, organizacijske, človeške spremembe, seveda, da smo soočeni oziroma da znamo upeljati neke vrste napredek. Ne. Zdaj, jaz vem, da mnogi seveda postavljajo pod vprašaj tudi napredek, ki smo ga deležni v tem zadnjem obdobju kapitalizma, pa ne sam, jaz sem se večkrat tako politično omejil na obdobje po letu 45, ne, ampak ta finančni vidik kapitalizma, ne, ki mogoče prej ni bil toliko izrazit, ali pa bi lahko celo rekel, glejte, trgi so vedno obstajali, tudi takoj, ko je nastopila menjava, ne, se pravi tudi v neki praskupnosti, so obstajali trgi, neka menjava, obstajal je tudi nek odnos do kapitala oziroma nekega premoženja, ne, ki je bil takrat mogoče enostavnejši, ker zadeve niso bile kompleksnejše, ampak jaz zelo rad v jedro vsake razprave, preden gremo v neke ideološke razprave, kaj je kapitalizem, kaj je socializem in tako naprej, postavim 3 parametre, ki mislim, da so na nek način večni, s katerimi se moramo ljudje ukvarjati, ne, in eno je seveda naravni kapital. Zdaj, če iz današnjega vidika gledamo, z naravo se strinjam, zelo slabo ravnamo in seveda smo ogroženi, ker to počnemo dolgoročno, mogoče ne kratkoročno, ne, žal. Poudarek v naših razmišljanjih je vedno kratkoročen, še posebej, ker določeni sebični interesi prevladajo in žal smo zopet v obdobju pretirano kratkoročnega razmišljanja. Se pravi, eno je naravni kapital, drugo je človeški kapital, ne, lahko se tudi pogovarjamo, ampak vemo, da na nek način biti človek niti ni najlažje in da največkrat so problemi ravno v naših odnosih, da si otežujemo življenje, se pravi, tudi tu je marsikaj za narediti. Tretji kapital, za katerega jaz mislim, da pa v Sloveniji že desetletja najslabše skrbimo, je pa ustvarjeni kapital. Lahko rečete temu, ne vem, je to finančna oblika, lahko je to neka premoženjska oblika, vaša hiša, tovarna in tako naprej. In seveda tudi za to je treba zelo skrbeti, verjetno čisto po kmečki logiki vemo, da če ne bomo skrbeli za orodje, s katerim, ne vem, pridobivamo hrano ali kaj podobnega, če mečkam tako rudimentarno zvenim, potem slej ko prej ne bo niti hrane. Ne? Se pravi, mi moramo zelo skrbeti za premoženje, takšno ali drugačno, ki so ga ustvarili naši predhodniki, ki se ustvarja zdajle, in ki bo neko naše orodje za ta prihodna orodja. Ne? Se pravi, to je nekaj, kar ni vezano za moj okus oziroma moje razmišljanje na socializem, kapitalizem in tako naprej. Kakršnakoli organiziranost družbe mora za te stvari poskrbeti. Ne? In mislim, da je potem lažje o tem razpravljati. Se pravi, kako smo lastniki, kdo skrbi za kapital, na kakšen način skrbimo za kapital, ali je to skrb nikogar, ali je skupna skrb, ali je lahko to skrb posameznika. Nekaj smo se tudi naučili v zgodovini, ne? Se pravi, imeli smo neko obdobje socializma, ne? Jaz večkrat slišam, ja, bomo živeli socializem. Kaj je sploh to? Ne? Tudi ko se mi reče kapitalizem, ne? Mogoče znamo boljše opredeliti, tako kot sem tudi jaz začel, ne? Ampak zopet je vprašanje, kakšen kapitalizem? Kdo je danes kapitalist? Je to tajkun v Rusiji ali v Sloveniji, ki je seveda svoje premoženje, svoj status, položaj zgradil na tem, da ima odlične povezave s politiko, ne, in potem na en tak zelo primitivno, banalen način dominira v družbi?
si želim takih kapitalistov, jih odobravam, ne. A so nujni v nekem abstraktnem vidiku kapitalizma? Ne, to je pač neka politična odločitev v sposobnost neke družbe. Ne, zdaj, a so mi všeč kapitalisti, ki ustvarjajo, ki iz graže naredijo ogromno, ne, in podatki, ki sem jih ravno gledal, ne, Fortune je objavil eno podatek za 120 ameriških milijarderjev, od tega jih je samo tretjino takih, ki so premoženje podedovali, ali pa saj delno podedovali. 2/3 v Ameriki je takih, ki so ga na nek način na novo ustvarili. Ne. Se pravi, a so mi bolj všeč taki, ne, so mi to, da je po drugi strani podatek, da tam 50 največjih pa obvladuje, ne, da je v lasti 50 največjih milijarderjev obvladuje tako rekoč 80% svetovnega kapitala, a se mi zdi to normalno, mi je to všeč? Ne. Mi ni, ne, čeprav je med njimi lahko večina takih, ki so to ustvarjali, ampak vemo, da se ljudje spreminjamo in moč je neke vrste opoj, ne, in možnost izrabe te moči je tudi, ne, se pravi, je zopet to, to je pa že bolj vprašanje nekega svetovnega političnega konteksta in mislim, da je to tisti problem, ne, da na neki transnacionalni ravni je svet zopet v razmerah, da ne uspeva rešiti določenih stvari, ne. Zdaj